Slovenije. Imel bom posebne goste, ki so imeli vsi zanimive preizkušnje. Pogovarjali se bomo o odnosih, zdravju, poti do sreče, ljubezni, radosti in izpolnjenosti v vsakdanjem življenju. Zanima me samo resnica, ki nas pelje do osvoboditve na vseh nivojih. Vabljeni torej vsi, ki si želite narediti v svojem življenju kvantni skok v zavedanju sebe in sveta. Prebudimo se. Pravi čas je zdaj. Se gledamo vsak četrtek ob 17. na Ljubljana TV. Let's go! Kaj se ti smeješ? Smuce, baš pravi. Verjamem v strast do dela. Musko! Kreativnost in domišljija. V odnose z naročniki. V uspeh. Ful dobro energijo, Timu. Pica! Sodelovanje in zaupanje. Dobra kava. Ekipa. Čas je za novo oddajo Prebujeno srce Slovenije. Urška Henigman sebe in svoje življenje doživlja skozi oči večdimenzionalnega prostora onkraj petih čutov. Predvsem skozi lastne izkušnje raziskuje, kako je na nivojih kvantnega polja vse povezano in vsakič znova, ko dojame še kakšen košček širše slike, ponižno obstane pred veličino univerzalnega kozmičnega reda. Zanimajo vse, kar jo pelje bliže k sebi in s tem bliže tisti izvorni energiji, ki jo je nekoč ustvarila. S svojim delom na podobnih potovanjih v sebe spremlja tudi druge. Z uporabo visokovibracijske kozmične energije jih podpira, da se spustijo v svoje globine, spoznajo, kdo so v njihovi resnični esenci in jih spodbuja, da to, kar so, tudi polno živijo. Izvaja energijske transmisije in različne delavnice za osebno in duhovno rast. Z vsem, kar je in kar počne, želi prispevati k dvigu zavesti pri posameznikih, družbi in na planetu. Počaščen sem, da je danes v naši družbi gospa Urška Henigman. Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Z menoj ponovno krasna gostja, gospa Urška Henigman. Lepo pozdravljena, živjo. Zdravo, Dejan. Ja, naslov oddaje sva dala, smo veliko več, kot mislimo, da smo. A ne? Tako da, mogoče, kakšne so tvoje izkušnje na tvojem področju delovanja? Kdo smo mi v bistvu? Ja, kdo smo mi, to je eno tako vprašanje, ki se ga verjetno slej ko prej vsi zastavimo, a ne. Pa ponavadi odgovori, če zdaj vprašamo, a ne, povej nekaj o sebi, ponavadi ljudje začnejo govoriti z imenom, pa od kje prihajajo, pa mogoče še kaj delajo, a ne, koliko otrok imajo, mogoče še kaj imajo radi, pol se pa počasi neha, a ne. Ampak v resnici pa smo mi precej več, kot so te identitete, ki si jih nalepimo sebi ali pa ki nam jih nalepijo drugi v tej fizični realnosti, a ne. Zdaj, ko enkrat začneš spoznavati svoje globine, ko hodiš noter v sebe, slej ko prej ugotoviš, prideš do svoje esence in ugotoviš, da v bistvu naša esenca je v bistvu resnici čista ljubezen, a ne, ta univerzalna božja ljubezen. In to mi smo.
a ne, in tudi obstajamo, ne samo v tem fizičnem svetu, ampak v tudi ostalih drugih realnostih. Se tudi sam veš, a ne, ker tudi sam delaš na teh, dajmo reči, nivojih kvantnega polja. Tako da ja, veliko več, kot to, kar vidimo, a ne. Tako, ja, kar je neka fizična realnost. Tako. Kako v bistvu si ti začela s to potjo, recimo osvobajanja, transformacij, zdravljenja najprej sebe, potem pomoči recimo drugim? Kako je bil ta začetek, iniciacija? Jaz nisem to začela tako, a ne, da sem se zbudila pa rekla, danes pa jaz malo raziskala sebe, kaj pa je tukaj zdaj noter, a ne. Na to pot nekako me je spravilo življenje. Kako s frustracijami, a ne. To se ponavadi tako začne, a ne. Frustracije tam pri tistih stvareh, ki so bile meni najbolj pomembne, ker nikakor niso šle, a ne. In se pravi, potem v eni točki, nekaj časa sem reševala te stvari sama, kakor sem pač zmogla in znala. Na eni točki sem gotovila, da rabim pomoč, potem sem padla v svojo temno obdobje svojega življenja, se srečala s svojimi sencami, se srečala s svojo svetlobo in se na tej poti začela preobražati, ne. In potem, ko sem prišla ven čez pač par teh tunelov transformacij, ko sem dobila tudi do sama, ne to, kar sem prej razlagala, ta izkušnja je bila zame toliko močna in toliko intimna in toliko globoka, da takrat sem si rekla, evo, pa če bi to doživeli vsi ljudje na svetu, ta svet bi bil popolnoma drugačen. In potem sem ugotovila, da en del tega, kar sem jaz prehodila, kar sem jaz dala čez, kar sem jaz izkusila, nekako tudi prenesem do drugih ljudi oziroma jih podprem in pomagam, da sami pridejo do nečesa podobnega, a ne. Tako nekako se je začelo. Sosledje, naključi, ki naključja niso, a ne. Ki jih ni, ja. Ker potem ugotoviš, da je ta pot, ker tej poti sem se stopirala. V resnici že kar dolg časa nisem hotela početi to, kar zdaj počnem. Potem pa ugotoviš, ko greš, ko se predaš, da dejansko to je tvoja pot, to je pot tvoje duše in da ta pot v tem trenutku tudi mene najbolj podpira, ne, da jaz hodim še naprej bliže k sebi, ker to je never ending story, a ne. Okay, katera so tista področja delovanja, bral sem o kvantnih transmisijah, terapijah, delavnicah, malo več mogoče besed na to temo še. S čim se konkretno ukvarjaš, kako ljudem pomagaš? Ja, v bistvu osnovno moje orodje je energijska transmisija, jaz sem pač tako poimenovala. Gre za prenos energije oziroma za uporabo te visokovibracijske kozmične energije, a ne. Moj dar, jaz predstavljam si tako, da imam to možnost, da odprem oziroma razširim to zavest malo širše kot mogoče večina ljudi, da malo več te energije pride dol, potem se pa ta energija poveže s človekom in deluje, naredi vse samo od sebe, a ne. Mene tudi večkrat bo rečeno, umaknem se s svojim umom, umaknem se s svojim egom, zaradi tega, ker te stvari, kaj se dogajajo, ne moreš razumeti. Samo pust, da se zgodijo, a ne. In bolj, ko sem se jaz umikala, se pravi v smislu tam, da sem pustila, da energija naredi svoje, boljši rezultati so bili, a ne. Seveda to je orodje, a ne. Pa to orodje lahko pač uporabljam, se pravim, pri teh transmisijah ali pa na delavnicah, ki jih imamo, ki jih pa rada tudi delam še s kom, ki dela stvari komplementarno z mano, zaradi tega, ker verjamem v celostni pristop, a ne, ker smo celostna bitja in nekoga lahko nagovori ta moj del bolj, nekoga drugega mogoče kakšen drug, a ne. Važno pa je, da najdemo tiste ključe, ki jih posameznik rabi, da se odprejo ključavnice, da se pravi on naredi, kar mora narediti, da v bistvu razbije svoje blokade, ki ga ovirajo pri tem, da živi to, kar je, a ne, da pozdravi svoje čustvene rane, da začne drugače delovati, ker vse to naredi vsak sama, ne. Jaz nimam čarobne palčke. Ja, v bistvu, ne. Tako. Človek je tisti, ki se pol odloči in reče, zdaj pa dovolj tega življenja, ne. Ne moremo namesto njih nič narediti, a ne, ampak ja, seveda pač z izdatno pomočjo človek se obrne vase, pa spozna, kdo je in takrat aktivira svoj polni potencial, a ne. Podpremo lahko, a ne. Jaz mi tako rečem, se pravi, ko si v družbi nekoga, v blizu nekoga, ki vibracijsko tam, kamor ti greš, oziroma ki je določeno pot že prehodil, ko ti hodiš, avtomatsko te vibracije začnejo vleči tudi tebe, a ne. Ti čutiš, kaj je možno in ti dobiš neko notranjo željo, da ti bi tudi, a ne. Se pravi, že ta vibracijska podpora je nekaj vredna, a ne. Kot tudi to recimo, ko se mi dva pogovarjava ali pa kdorkoli, a ne. Mi neke stvari skomuniciramo z besedami, ampak večji del pa komuniciramo s tem, kar je zadaj, s to vibracijo, a ne. Tako, ne. Intuicija, ne, je tudi v bistvu eno močno orodje, kako slišati intuicijo, kako zdaj slediti sebi, recimo, ne, ko vemo, pa se uklaplja, pa milijon vzorcev v glavi, ne, kako pa potegniti energijo na noter, pa začutiti sebe. Ja, to je treba strenirati, a ne? Zato, ker v bistvu dostop do intuicije imamo čisto vsi. Tisti, ki rečejo, da ga nimajo, ni res, samo mogoče treba še kakšno kramo prej odstraniti, da pač je večji ta pretok, a ne? In zdaj intuicija, jaz te razumem, to je v bistvu nagovor ali pa glas našega višjega jaza. Se pravi, tistega dela nas, ki nas čisto pozna v nulo, a ne? Se pravi, ne samo iz tega življenja, ampak iz vseh inkarnacij. In on tudi zelo dobro ve,
kaj je v vsakem trenutku za nas najboljše dobro. In tudi ve, kje nas želi videti čez pol leta v skladu z našo dušno potjo, v skladu z našo dušno samorealizacijo in seveda nam začne prešepetovati, ne? Tako kot GPS v avtu. Zavite levo, zavite levo, zavite levo. a ne? Preračunavam. In potem, če greš desno, on začne preračunavati. In delaš potem ovinke, a ne? Tako. In tako približno z intuicijo. Če upoštevaš, imaš veliko šanso, da prideš čim prej tja, Najbližjo, kamor si najhitrejšo namenjen. pot, ja. Tako. Je pa tako, a ne? Koliko nas nagovarja, je pa zelo različno. Skoraj zmeraj intuicija nekako je doma tudi v telesu, a ne? Ti začutiš čez telo. Sploh tisti, ki so senzitivni. Tako je, ja. Ko zelo dobro veš, ko te nekaj stisne, ko tam veš, nekaj ni v redu, človek mi laže, nekaj ne štima, a ne? In obratno, kadar se vse odpre, je verjetno tam neki zate, ko imaš kurjo polt, a ne? Tam veš, da mogoče moraš nekaj pogledati, Tako moraš je. mogoče tja iti, a ne? Da si slišal ali pa govoril s srcem, ne, je embriologija nauk o razvoju zarodka dokazala, ne, če te zmrazi, to pomeni, ne, da dejansko si s svojim bitjem slišal informacijo ali pa si jo povedal, ne. Pa naučiš se, a ne? Saj, Tako. ko se treniraš, se naučiš. Bolj, ko jo upoštevaš, prej se naučiš, a ne? Tako. Jaz sem se tudi naučila, da v bistvu meni je bilo življenje najhujše, kadar nisem poštevala svoje intuicije, pa sem poštevala druge, pa se stvari niso išle, a ne? Če sem jaz poštevala svojo intuicijo, pa se stvari niso išle, ni bilo nikoli nič narobe, ker sem se na tej poti naučila nekaj. Ne? Ker včasih je to tako intuicija izvita. Ja. Ona nam včasih da korenček, zaradi tega, da nas prepelje, da mi stopimo neko izkušnjo, ki jo pač moramo dati čez, pa mogoče, če bi vedeli, kaj tam, v to ne bi stopila, ne? In nam da nek korenček, ker viš, jaz zelo dobro ve, na kaj mi palimo, kaj je nam pomembno, in ti skočiš in greš. In potem, ko se enkrat noter v izkušnji, moraš do konca prijeti, ne? In ko prideš ven, je ponavadi tako, ok, če bi to vedel naprej, v to ne bi šel, ampak te pa toliko spremeni, da dobiš noter ponavadi neka darila, da ti ni žal, a ne? Tako je. da- In je pol vse prav, ne, ko In je vse pogledamo prav. za nazaj. ja. Tako. In je tako moralo biti, Tako. kot rečemo radi, ne. In je se to pripeljalo bliže k sebi, a ne? Tako, ne. Vsaka v bistvu taka preizkušnja, v bistvu eno plast, bova rekla, te čebule, ne, teh vzorcev blokad olušči, ne. Tako. Ja, tako. Torej, zdaj smo na prehodu, ne? Vsi govorimo o ta prehod 3D, 5D, zemlja dviga vibracijo, dviga zavest, ne? To pomeni, da ljudem vso temo, vse negativnosti buta še hitreje ven, ne? Torej, zdaj je res priložnost, da naredimo ta kvantni skok na nivoju zavesti. Kako mogoče ti vidiš, predno grejo na premor? Ja, kvantni skok delamo, a ne? In tudi dvig zavesti seveda je po mojem mnenju edina rešitev, ki je zdaj za zemljo, da se pač, da začnemo spreminjati stvari, kot so bile, a ne? Zaradi tega, kot je Einstein rekel, a ne? Problem ustvariš na neki stopnji zavesti, če ga hočeš rešiti, moraš iti na drugo stopnjo zavesti. In ta problem, ki ga imamo zdaj mi, a ne, tu ni COVID problem, precej širši, je problem, ki smo ga ustvarjali nekaj 100 let ali pa mogoče celo 1000 let, a ne? In vse, kar že poznamo, ne vem, vse metode od revolucije, protestov, vsega podobnega, je zmeraj dalo ene iste rezultate. In to ne bo delovalo zdaj, a ne? Se pravi, mi moramo dvigati zavest, zaradi tega, da bomo sploh ugotovili, kaj so zdaj naslednji, da bomo dobili sploh navodila, ne? Tudi kolektivna intuicija nas verjetno bo pripeljala do tega, kaj zdaj narediti, da se bodo te stvari premaknile, a ne? Zdaj seveda, dvig zavesti, kolektivni dvig zavesti se pa ne bo zgodil kar tako, da bomo mi doma sedeli pa čakali, da se bo zgodil, ampak se bo zgodil čez nas, čez posameznike, se pravi, vsi od nas moramo delati na tem, da dvignemo zavest, ne? Tako, kot se rekel, da se soočimo s svojo temo, da zaupamo svoji svetlobi, da sledimo svoji intuiciji, da postajamo boljša verzija nas samih. No? Tako je. Ja. Vsak dan, vsak trenutek je v bistvu priložnost, a ne, da smo ta boljša verzija, kot radi rečemo. A ne. Super, bova nadaljevala po kratkem predahu. Se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v novi sezoni oddaje Prebujeno srce Slovenije. Moje ime je Dejan Jarič. Po osnovni izobrazbi sem doktor medicine, holistični zdravnik in transpersonalni psihoterapevt. Tako kot vsi ljudje, sem imel tudi sam težke preizkušnje v življenju. Našel sem rešitve, poznam ključ, ki je vedno v nas samih, in to je ljubezen do sebe. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Imel bom posebne goste, ki so imeli vsi zanimive preizkušnje. Pogovarjali se bomo o odnosih, zdravju, poti do sreče, ljubezni, radosti in izpolnjenosti v vsakdanjem življenju. Zanima me samo resnica, ki nas pelje do osvoboditve na vseh nivojih. Vabljeni torej vsi, ki si želite narediti v svojem življenju kvantni skok v zavedanju sebe in sveta. Prebudimo se. Pravi čas je zdaj. Se gledamo vsak četrtek ob 17. na Ljubljana TV.
T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. V T2 klubu 4K LG 55-palčni televizor za samo 20 evrov na mesec. Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga. Jaz sem preteklost, prihodnost ter ta trenutek, tukaj in zdaj. Sem glasba in popolna tišina. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj krasna gostja Urška Henigman. Ja, dvig zavesti, ne? Kaj pa sploh je zavest? Kako bi ti recimo na tak enostaven način, da bodo ljudje razumeli, povedala? Jaz vse, kar v bistvu rada razlagam čez prispodobe ali pa simbolno, ker tudi meni ta jezik dosti blizu, ker jaz nisem znanstvenik, ampak sem bil mistik. Tako da zavest, naprimer, oziroma to dviganje zavesti, jaz rada ponazorim s tem, kako se recimo premikaš po nadstropjih v nekem nebotičniku. In zdaj sama zavest, se pravi, mi imamo eno stopnjo zavesti in se gibamo ponavadi v eno nadstropje. To stopnjo zavesti, se pravi, ali pa to našo vibracijo, sestavljamo, če posplošnemo, pa zelo poenostavimo, jo sestavljajo naša prepričanja, to so lahko ta omejujoča ali pa podporna, naše čustveno stanje, ki je spet lahko bolj ali pa manj zdravo, naše dejanja, pa tudi naše reakcije na dejanja drugih, ki spet so lahko konstruktivna ali pa destruktivna. In potem en konglomerat tega sestavlja to našo vibracijo, to našo stopnjo zavesti. In zdaj, če v bistvu nam je ok v življenju tako, kot je, se pravi, so stvari nekako poštimane, uravnovešene, smo v pravem nadstropju, nam je ok. Če pa ni, če pa imamo izzive, če imamo frustracije, če nam stvari niso ok, potem pa pomeni, da se moramo premakniti v zavesti. Se pravi, neki v nas notranji uravnovesijo. Se pravi, mi moramo iti kakšno nadstropje ali pa dva višje, moramo se premakniti, moramo si dati odločitev, narediti prvi korak in pač iti po stopnicah ali pa po dvigalu. In zdaj tu, če malo spet uporabljam tako prispodobo, se pravi, to naredimo na ta način, da pogledamo, kaj nam ne štima, kaj so naše omejujoča prepričanja, kje imamo obrambne mehanizme, s katerih delujemo, kje so naše rane, naše bolečine, ki še nismo ozdravili. To je v bistvu največji problem. Jaz čez svoje izkušnje, se pravi moje lastne, pa tudi prek terapij, sem nekako zaznala, da v bistvu, ko enkrat pozdravimo te izvorne bolečine, te izvorne rane, potem je največji del narejen. Zato, ker to narediš, potem ti v bistvu več ne reagiraš. Tudi, ko te nekdo pritisne na tiste tipke ali pa gumbe, kjer si zmeraj na nek način reagiral. Ne sproži več. Ja, ne sproži več in ti reagiraš drugače. Ko reagiraš drugače, dobiš drugačno izkušnjo. Ko imaš drugačno izkušnjo, ta izkušnja več ne potrdi tvoja omejujoča prepričanja, ker jih ne more. In potem se ta krog začne spreminjati in dobiš ti drugačno realnost, drugačno izkušnjo realnosti. To pa že pomeni, da si še v drugo nadstropje. Zaradi tega, ker v prvem nadstropju vidiš eno realnost, v sedmem pa drugačno. Tako, da pogledaš malo više, ne pa vidiš dol, če si pa tam dol, pa ne vidiš čez, ne? Tako, vidiš širšo sliko. Više, ko greš po nadstropje, širša slika je, širše razumevanje, višja perspektiva. In potem se tudi, ko ti drugače vidiš, tudi drugače reagiraš, drugače občutiš stvari. Tako, to tudi kognitivna nevroznanost nam zdaj govori, da naša percepcija, pogled nas na svet je ključna. In če smo pripravljeni spremeniti svojo percepcijo, lahko dejansko tudi gene aktiviramo, utišamo epigenetika. Tako da ja, znanost nam zdaj pritrjuje. Vse to, kar je tudi duhovnost učila tisočletja ali pa govorila, se sedaj že da marsikaj dokazati. Se da, ja, tako. Jaz sicer te stvari tudi preberem, ampak jaz moram priznati, jaz nisem znanstvenik. Sem mistik, meni tisti kod jezikovni ni tako blizu. Meni zelo hitro naredi potem sintaks error v glavo. Ampak v bistvu je pa dejansko tudi, kar sem pa sama ugotovila, je, če v bistvu ti res več dosipa, enkrat dojameš, kako ti principi, po katerih principih sam deluješ, znotraj sebe in potem v interakciji z drugimi, ti v bistvu začneš razumevati osnovne univerzalne principe, kako celo vesolje deluje. Zaradi tega, ker čist
ta makrokozmos, mi imamo to kopijo tega v svojem mikrokozmosu. In v bistvu čisto vse galaksije, ali pa vse dimenzije, ali pa vse, kamor hodimo v razširjeni zavesti, ali pa smo hodili, potem ti najdeš vse in jih imaš znotraj sebe. In je tu super. Zato je tako fajn poznati sebe, ker ti je potem dosti bolj jasno, kako se stvari dogajajo, kaj je v ozadju, kaj je resnica, kaj ni resnica. Lažje je. No? Lažje, ja. Torej, dejansko vse tisto, kar vedno poslušamo, vse je že v tebi, zaupaj sebi, to dejansko drži, ne? Drži, ampak je spet tako, to je isto za vsako stvar. Dokler je samo v glavi, je to mentalni konstrukt, je to koncept, nek koncept. Ti moraš te stvari potem spustiti in s čustvenji in v bistvu jih moraš utelesiti. To besedo me rada. V bistvu mora priti v telo, mora postati del nas, čisto notranjiti moramo. Tako kot imamo, ne vem, notranje organe, mora, recimo ljubezen do sebe, mora postati del nas. Drugače je samo v glavi, jaz sem koncept. Koncept, ja. Ja. No, ko smo že pri ljubezni, praviš, da ljubezen do sebe je alfa in omega vsega. Mogoče kakšna beseda še na to temo. Ja, je, ne? Pa spet gleda kot floskula. Ja. Ne, jaz sem bila ena tistih, ki jaz to razumem, jaz to že 20 let razumem, pa sem 20 let govorila sama sebi, rada se imam, lepa sem, ampak znotraj mene je bilo pa, ne. Vse kontra, ne? Nič nisem verjela, pogledala sem se v špegel, pa sem rekla, ko sem spet se zredila, ne. Prav, nič ni delovalo, ne. Seveda, ker z tega nisem verjela noter, ne. Do tiste izkušnje, ko sem jo imela, to je bilo enih 5 let nazaj, to je bila izkušnja, ker sem pa nekako taka zelo intimna, zelo globoka, ker ta zmeraj taka je, ne. Ko sem pa v bistvu dojela znotraj sebe, vsake celice sem začutila, v bistvu, da sem ista iskra, kot je v bistvu izvorna energija, ki je mene ustvarila, ne. In doživela sem en tak zelo poseben dotik Boga, če temu rečemo, te izvorne iskre in sebe. In jaz sem se v tistem času, v tej situaciji, ki se je zgodilo, jaz sem se zaljubila in Boga in v sebe in nekako od takrat naprej imam čisto drugačen odnos do obeh. In jaz zdaj živim svoje življenje tako pred tem trenutkom, pa po tem trenutku, ker to je mene zelo preobrazilo. No. Res izkušnja je tista. Je res izkušnja in ko dobiš to izkušnjo, tega ne moreš niti razložiti, niti nima želje tega razlagati, to enostavno živiš in v bistvu oddajaš tam, kar si. In od takrat naprej ta ljubezen jo imam jaz noter vse pa ne. Jaz sem takrat, ko se mi to zgodilo, sem 3 dni bila čisti tako, da sem zaljubljena in tako, joj, tu ne gre na kamer, prosim, ne gre na kamer, Ker prej sem jaz to doživljala tako, ko razširiš zavest, valjda ti to začutiš, ampak potem prišel pa nazaj, pa je slejko prej izginilo, Takrat je pa ostalo. In je ostalo, je bila najprej taka majčkena iskrca, pa je potem postala večja, pa je pa tudi postala prav prisotnost znotraj mene, Ker to je ta, še to ponavadi ljudje po moje narobe razumemo, ali pa razumejo, to ljubezen, ko govorim, to ljubezen, kaj mi smo v esenci, v naši biti, to ne gre za čustvo, To ni isto čustvo, kot je, ne vem, če imaš ti nekoga rad, ali pa ljubiš, ali pa, to je čisto nekaj drugega, to je v bistvu, to je dejansko prisotnost, jaz to čutim kot živo bitje, to kot sebe, kot da še en del mene noter, verjetno se ni čisto polno še v telesu, ker še zmeraj čutim majčkeno razlike, ni čisto isto veliko, kot je moje telo, ampak dosti blizu, In to bitje je zraven, to je moja podpornica, to je moja učiteljica, ta ljubezen, to je moja začitnica, to je nekaj, kar mi daje občutek, da lahko zaupam življenju, da lahko zaupam sebi, da je poskrbljeno zame, da stvari, ki bodo prišle, seveda ne vem, kakšne bodo, ampak zaupam, da jih bom znala ali sprejeti, ali spustiti, ali preseči, ali skratka, karkoli bo potrebno. To je res alfa in omega vsega. Tako. Izkušanje teme, izkušanje svetlobe. Zemlja je planet dualnosti. Imamo svetlo, temno, levo, desno, gor, dol, toplo, hladno. Kako zdaj v bistvu iz te dualnosti, zdaj pač dvigamo vibracijo, ampak kako v bistvu priti nazaj domov v to enost, iz katere smo pač prišli. To je verjetno pot, je transformacija, je v bistvu čiščenje vsega, kar mi nismo, ali pa vseh identifikacij, konceptov, iluzij. Vse to bo treba preseči. Ja. Da Zemlja je planet dualnosti, ko to majčkeno bolj izkušamo. Ampak moja izkušnja, spet potem, ko sem jaz doživljala stvari, je v bistvu celo vesolje stremi k ravnovesju, kar pomeni, da mogoče na Zemlji je en planet, ko sta in tema in svetloba, ampak tudi v vesolju in galaksijah je tema in svetloba. Če pogledaš dovolj široko sliko, je v bistvu vse v ravnovesju. Se pravi, znotraj nas, na planetu, v vesolju, skratka posod je ista slika. Zdaj, v bistvu, seveda, v duhovnosti bo zmeraj tako, mi smo svetloba, mi smo luč, temeni, če je kakršnakoli tema v tebi, nisi še dovolj duhoven, to so zelo velike zablode, pa zelo velika škoda se dela te duhovnosti, če že tako rečemo,
če temo zanikamo. Tema je tudi nas. Tema v nas, to ne pomeni, da smo slabi ljudje, ampak to pomeni, da smo znotraj sebe ustvarili določene sence. Ustvarili smo jih pa zaradi tega, ker smo enkrat doživeli neke travme ali pa neke bolečine in je to stalo v nas. In če mi to zanikamo, pomeni, da to ostanejo v nezavednem in nas furajo, one so za našim volanom in mi sploh ne vemo in potem mi reagiramo zmeraj na isti način in se ne moramo nekamer premakniti. Iz bolečinskega jedra. Bolečinskega jedra. Če pa mi te sence nagovorimo, jih prepoznamo, pozdravimo rane, ki so jih ustvarile in pa v bistvu vzamemo naboj in vzamemo moč in jih postavimo v balans. One ne zginejo nekamer. Mi še zmeraj te sence znotraj imamo pa tudi ta drugi pol, to polarnost, ker polarnost je, mi imamo vse noter, vso polarnost, vse vesolje je noter v nas, in potem v bistvu ti lahko stojiš v neutralu, poznaš oboje in se odločaš, kaj boš uporabljal, ko poznaš. Ko ne poznaš, se ne odločiš, ker ostaja nezavedna. Tako da v bistvu tema je del življenja, je del nas, je del vsega. In nisem slaba. Tako, torej ključ je, da to sprejmemo, ne? Da to sprejmemo. In še nekaj ti bom povedala, kaj sem jaz dojela, pa mogoče pa še rekel, da sem malo čudna. Ampak v bistvu, ko greš dosti visoke vibracije, ugotoviš, da vibracije, da Bog je čista tema, da Bog je čista praznina, kjer ni nič, pa je hkrati vse in je samo vibracija in je črn. Ampak je žametna črnina. Vibracija, ki je pa noter, je pa čista ljubezen, ampak je črn. Zanimivo, ne? Ja, onkraj vseh iluzij, vse, kar smo prebrali, vse, kar smo v bistvu verjeli, zdaj je čas, ko moramo vse koncepte duhovnosti, življenja, vse moramo odvreči. Vse moramo prevrednotiti, vse moramo spustiti čez neko sito, dovolj se moramo, da padejo vse iluzije. Padejo tudi iluzije, ko so nam težke, da jih spustimo, zaradi tega, ker smo nekaj verjeli. In od tega, kaj mi smo in kaj je pomembno in koliko smo mi pomembni in tako, ko si rekel, duhovne stvari, kateri smo se držali, mogoče ugotovili, da niso, da ne delujejo več ali pa da niso ok. Vse bomo mogli spustiti. Gremo čez nič bomo šli, kamorkoli že pač gremo. Vse je nič in nič je vse, bi na nedualnem nivoju zgledalo. Tako da odlično, kar globoko greva, super. Ja, to sem jaz, Ja, za jadram. Ja, to je super. Mene to zanima, ta globina, in res tisti temeljne resnice življenja, obstoja, sveta, vesolja, vse to, Vse, ko se spuščaš noter, moraš iti v globino, ti se moraš dovolj ranljivost, Če ne priješ, tisti, ki so pa jaz sem se izogibala ranljivosti, seveda, ker zame je bila ranljivost šibkost, Tu pokaže, da sem šibka. Ja, ampak v resnici, kdaj se je meni začelo spreminjati in kdaj sem potem prišla do tega sem, pa do tiste ljubezni, do tiste izkušnje, je bilo pa takrat, ko sem si prvič dovolila, ker mi je ena situacija tu zlomila srce, da je bila taka bolečina, ki še nikoli prej nisem čutila, pa tudi nikoli potem. In ko sem videla sebe v tej ranljivosti in sem se prvič začutila sočutje do sebe. Ko sem se pogledala vsa objokana in sem rekla, pa Urška, ti si lepa. Začutila sem sočutje, ljubezen in takrat se je v meni nekaj začelo spreminjati. In ta ranljivost res prinese veliko preobrazbo, veliko darilo. Ne pa mi ponovadi sem kaj lahko naredimo, da gremo na stran. Da zbežimo, Da zbežimo, ja. Super, bova nadaljevala čez nekaj trenutkov. Se vidimo torej čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v novi sezoni oddaje Prebujeno srce Slovenije. Moje ime je Dejan Jarič. Po osnovni izobrazbi sem doktor medicine, holistični zdravnik in transpersonalni psihoterapevt. Tako kot vsi ljudje, sem imel tudi sam težke preizkušnje v življenju. Našel sem rešitve, poznam ključ, ki je vedno v nas samih, in to je ljubezen do sebe. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Imel bom posebne goste, ki so imeli vsi zanimive preizkušnje. Pogovarjali se bomo o odnosih, zdravju, poti do sreče, ljubezni, radosti in izpolnjenosti v vsakdanjem življenju. Zanima me samo resnica, ki nas pelje do osvoboditve na vseh nivojih. Vabljeni torej vsi, ki si želite narediti v svojem življenju kvantni skok v zavedanju sebe in sveta. Prebudimo se. Pravi čas je zdaj. Se gledamo vsak četrtek ob 17. na Ljubljana TV. Povzdignite marketing na višji nivo. Izdelava spletnih strani in trgovin, vodenje družbenih omrežij, napredno spletno oglaševanje, optimizacija spletnih strani, vsebinski marketing in strategija. Izberite agencijo Pakt. Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga. Jaz sem preteklost, prihodnost ter ta trenutek, tukaj in zdaj.
sem glasba in popolna tišina. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si. Pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj krasna gostja, gospa Urška Henigman. Ja, Urška, pogovarjava se o teh globokih izkušnjah, duhovnih izkušnjah, transpersonalnih, torej teh nadosebnih, višjih stanjih zavesti. Še kakšna tvoja globoka izkušnja, mogoče, kako si jo doživljala, ali pa tudi kako tvoji klienti, mogoče so ti kdaj kaj povedali, predali, ker vemo, da je to največ vredno, ne? Ker ko imaš izkušnjo, te zavedno spremeni in nikoli več nisi isti. To drži, ja. Ampak je pa tudi res, da te globoke izkušnje, ki jih imamo, te je zelo težko opisati, zato ker to so res tako zelo intimne, da tam ni besed. Zdaj, na tej svoji poti seveda sem smela kar dosti izkušenj. Od začetne poti, ko sem se mi odpirale različne dimenzije, ko sem srečevala različne vodnike, ko so prišli plejadanci, pa so dvele delali z mano, pa se mi je zdelo wow, pa ne vem, ko sem padala pretekla življenja. Ampak zdaj gledam nazaj, to je bila ena faza nekega duhovnega življenja, ki misliš, da si že zdaj pa vse dojel, da ti je vse jasno. Se duhovni ego vklopke. Se verjetno malo duhovni ego, ja, in tako se ti zdi, okej, potem pa ugotoviš, da se prav po tej izkušnji, ki sem imela takrat, tista je bila ena od najmočnejših, ker sem ugotovila, kdo sem. Ugotoviš pa, da si tako ponižen, da je v bistvu si veličina, ampak hkrati si ponižen pred vso to veličino, pred katero si. Da vse te stvari, ko smo jih videli, ali pa kar nas nagovarja, sploh niso tako pomembne, ali pa tako zelo, so v bistvu v nas. Največja razlika se mi je zgodila takrat, ko sem ugotovila, da jaz na kamer več ne rabim hoditi, da vse stvari so v meni in da vse stvari potegnem dol in jih utelešam in so tle. Vse še zmeraj razširjam zavest, pa še zmeraj kakšna stvar se mi odpre, tudi v drugi dimenziji, ampak vse prihaja počasi dol. In to čutim, da je v bistvu darilo tega časa je, da v bistvu bomo to zavest oziroma vse te dimenzije utelesili v telesu in zaradi tega tudi bomo šli čez določen prehod lahko s fizičnim telesom, ker drugače smo pa mogli umrti. Ali pa, ne vem, zelo mistiki pred 500 leti so mogli zelo veliko askeze, zelo hudo disciplino duhovno, da so prebili do tega, kar je nam na nek način dano. Tako da ta čas se splača skoristiti, to priložnost se splača skoristiti. In mi kot duše smo se tudi odločili, da pridemo v to centrifugo transformativno, in zdaj smo tle in zdaj se nimamo kaj pritoževati, zdaj moramo iti čez. Zdaj treba narediti, kar je za narediti. Saj mislim, da saj baba je tudi rekel, kaj bi duše dale, da bi bile zdaj inkarnirane na tem planetu, točno v tem času, ko se dogaja največji dvig zavesti človeštva. To je res milost. Jaz upam, da se bo zdaj res končalo, ker sem imela en svoj spomin zase, da sem jaz prišla na zemljo, pač kadarkoli sem že prišla, ampak do takrat sem prišla z eno samo nalogo, da pomagam podprti zemljo, da gre na višjo zavest. Zame je bilo to kazen, zaradi tega, ker sem jaz prišla kazensko na zemljo, ampak pustimo stati. In potem se spomnim, ko je Egipt kaj padel, ko sem bila zraven, Avalon je padel, pač par teh stvari je padlo. In jaz sem pred 10 leti začela čutiti tako globoko žalost, ni nam uspelo, hkrati pa skozi znotraj moje duše, ko se bo ta zadeva končala, boš lahko šla domov, in jaz smo skozi ta drive, in boš šla domov, znotraj sebe, se ne da bedla. In potem se je po 10 letih zgodilo to, kar se dogaja. Sem se spomnila teh vizij 10 let nazaj, in zdaj se mi zdi, smo pa res tlele, zdaj pa bom naredila vse, kar lahko naredim, da se ta stvar res naredi, da se zaključi in da gremo gor in da se res transformiramo. Tako da ker doskrat smo že to hoteli narediti, pa nam ni uspelo. No, zakaj nam pa ni uspelo takrat? Kaj je bilo, kaj čutiš, da je bilo tisto? Ne vem, ali ni bilo, težko rečem, ali ni bilo dovolj kritične mase, ali ni bil čas, če to primerjam, so bile te tančice mogoče še preveč trde, ker zdaj so tančice med svetovi zelo, zelo bolj odprte. Ali je bil duhovni ego prevelik, ker določene stvari se dogajajo, se pravi, ene stvari, ki jih mi gledamo v fizičnem svetu, je pač en del, ampak te stvari v fizičnem svetu se pa vodijo iz duhovnega sveta, in tam se tudi vodijo stvari iz različnih virov. Je tudi hierarhija. Je tudi hierarhija in je tudi polarnost, tako da kaj je šlo takrat narobe, težko rečem, sem pa dobila to izkušnjo svojo lastno, kako sem se počutila, ker nam ni uspelo, in ta žalost. In sem prvo mogla, se pravi, 10 let nazaj sem jaz jokala neko žalost od tega, da nam ni uspelo, sploh nisem vedela zakaj. Zdaj razumem, ampak takrat nisem.
Žalost pa tudi krivda, ne? Pravijo, zaradi krivde se v bistvu mi vračamo iz inkarnacije v inkarnacijo. Aha, to sem narobe naredil, to sem zafrknil, ne bo rekla, in zdaj moram jaz to popraviti. In potem si damo za obljube, zdaj bom jaz to popravil, zdaj bom pa drugačen, zdaj bom pa boljši. In v bistvu ponavljamo to ciklično rojstvo, smrt, dokler enkrat ne sprevidimo, da je tudi spet to ena ujetost, ena iluzija, ne? In v bistvu dokler ne ozavestimo tistega svojega popolnega potencijala, da smo ta brezmejna zavest na tem kratkem postanku na planetu Zemlja, ne? Ja, mislim, po moje nisem krivda, ne? Po moje se pač mi sigurno pridemo z dušnimi pogodbami, Ja, to kaj itak, želimo izkusiti, a ne, kaj Medsebojni, želimo ja. popraviti, kaj želimo poravnati, kaj želimo, kaj je s tvema, ne? In pridemo tu s karmično pretlago. Seveda. Ja. Zagotovo. Ne? Akcija, Je pa reakcija. res, da zdaj po mojem smo v obdobju, ko jaz čutim spet, jaz čutim, jaz ne vem, kaj je resnica, ne? Da se tudi karma zelo hitro poravnava, zelo hitro. Ja, Ja. jaz tudi tako In imamo čutim, tudi ja. možnost, da jo zelo, Tako. da jo končamo, a ne? In da tudi verjetno duše, ki bodo prihajali, morda tudi celo prihajajo nekateri, a ne, brez karme, že se prav zelo čisti, a ne? Ker mi načeloma smo v glavnem že prišli s kakšnimi karmičnimi Smo še prišli, bisagami. ja, pa smo imeli kakšne iniciatorje, ki so nas malo prebujali, ne? Seveda, še jih imamo, no. Še. Ja. Ja, pa So sej. priložnosti, a ne, da se presežemo, a veš? Točno to je. Ja. Je priložnost za rast, da gremo onkraj, ne? Tako je. Da presežemo staro energijo sebe. Ne? Tako. Ljudje te morajo pritisniti na točke znotraj sebe, da ga sploh ne veš, da jih imaš. Ne? Ja, točno to. Tako pa pol prepoznaš. Pritisne gumbek. Tako. Odlično. Tako da, kaj se da z uporabo te visokovibracijske kosmične energije, o kateri si prej govorila, ne? Kaj se da vse v bistvu transformirati? Kakšne so tvoje izkušnje do sedaj? Da se vse, ne? Ta energija deluje na vseh nivojih, hkrati fizično, čustveno, mentalno, duhovno, a ne? In tudi dela vse hkrati. A ne? Zdaj, pri meni je to tako. To je spet moje čutenje vsega, ne, da ta energija je pač univerzalna. Mi, ki jo prevajamo, imamo pač neko določeno stopnjo zavesti in od tega, kakšna je naša zavest, je pač odvisno, kakšna energija pride česa. Ne. Jaz sama rada delim naprej, pa tudi delam na stvareh, ki sem jih sama izkusila. Ne. To so te stvari, ko sva govorila. Se pravi, pot do sebe, razreševanje karme, globine, mistika, skratka te stvari. Recimo se pa ne vidim kot zdravilka za zdravstvene težave, fizične zdravstvene težave, ti si ti sigurno bolj dober, a ne, ker si že zdravnik in to poznaš. Kar ne pomeni, da ta energija tega ne dela. Absolutno dela, samo prek mene ne, recimo, a ne. Tako da jaz sem bolj sfokusirana in ljubše mi je in lažje in bolj razumem, se pravi ta del zdravljenja teh čustvenih ran, travm, a ne travme, da se potegnejo travme iz telesa, to je tako pomembno, zaradi tega, ker so čisto vse te naše bolečine, vse te rane so stisnjene v telesu, a ne. In to je tisto, kar nas krč, kar nam ne da pretoka, kar je zmrznjeno, a ne, kar nas kar naprej drži na preži ali pa v strahu ali pa v jezi, ker se te stvari začnejo vam vleči iz telesa in tudi recimo to pa se zelo dobro dela, ne, čez te transmisije, se začnejo ljudje sproščati, lažje naredijo premike, ki jih prej niso mogli, lažje drugače reagirajo, kot so prej, ne, tako sem prej že razlagala. Se pravi, ko se sprostijo te stvari iz telesa. Tako drugače pa ta energija je neomejena. Ta energija lahko naredi veliko več, kot si mi mislimo. Ne. Seveda moramo pa tudi mi narediti pretok. Ker jaz že sama zase vidim, ne, jaz imam vse transmisije so enake že 4-5 let, a ne, postopek je enak. Ampak energija, ki teče čez, je pa spremenila tolikokrat, kolikokrat sem se jaz preobrazila. Ne. Se pravi, vibracija je čisto druga zdaj, kot je bila 2016 recimo. Tako. Vsakeč, ko mi rastemo, ko se mi razvijamo, dvignemo vibracijo in drugače deluje energija skozi nas. Tako je. Sej zato je pa to nikoli končana zgodba in zato tudi mene nekako pelje naprej. Tako. Mogoče še kakšna usmeritev. Vemo, da so zanimivi časi, bova rekla, ne? Prelomni časi, ko se marsikaj dogaja. Ljudje so v strahovih, so v stiskah. Kaj bi si lahko, recimo, kakšen nasvet usmeritev, da si lahko tudi sami doma pomagajo v teh časih? Ja, zdaj v bistvu se tega je dost posotane na internetu ali pa v knjigah, se pravi od dihalnih tehnik, gibalnih tehnik, meditacij, tudi gibanja, narave. Jaz priporočam naravo. Mene narava zelo neverjetna mi je. Narava je v zadnjem letu toliko spremenila vibracijo, da to je, kot da greš tja in dobiš res naval kozmične energije. Že če si v gozdu pol ure, sigurno si drugačen, ko prideš ven. Drugače pa fajn, da smo prisotni v trenutku, se pravi, da se zavedamo, kje smo. In če nas včasih razštela, jaz mi redko rečem, je tvoja prva naloga, da se daš nazaj v center. Se pravi, vse ostalo pozab, pust, pa se naštela, pa pet nazaj v center, potem boš pa rešil stvari naprej. Zaradi tega, ker drugače
delamo, ko frframo ali pa gremo, se pravi, delujemo iz prostora strahu, iz prostora obrambe, obrambnih mehanizmov, ne pa iz prostora ljubezni, iz prostora srca. A ne? Se pravi, če nas razštela, najprej v nevtralno stanje, pa potem naprej. A ne? Torej, da se umirimo, da poglobimo stik s seboj. Tako. Gremo v naravo, predihamo, karkoli počramo in tudi brez pritiska. Ne? Dajmo si čas, včasih se ene stvari zelo hitro naredijo, včasih pa ti procesi notranji rabijo malo več časa. Tudi meni se dogaja, jaz tudi razpadam, deli mene tudi razpadajo vsake toliko časa in tu lahko tudi 14 dni jaz čutim tlele, ki nekaj razpada okrog mene, ampak pustim, se sočutim, da razpade, dokler ne razpade, ker razpadajo stare stvari in je prav, da razpadejo, ker morajo, ampak jih ne pritiskam. Tako. Kako pa vidiš, recimo, jaz se soočam, oziroma imam veliko izkušenj z pari, ki v bistvu zdaj ne resonira več in so šli narazen. Veliko je bilo zdaj ločitev, veliko v bistvu ljudi ni imelo več skupne realnosti. Kako vidiš ta čas? Mogoče je to tudi neka nova priložnost ponovno za človeštvo. Sigurno. Vsak izziv je priložnost. In oseben, zelo malo pa tudi kolektivnega. Zdaj še tako je. Prej smo imeli čas, smo se mi dosti časa zabasali oziroma zapolnili z nekimi stvarmi. Se pravi, službo, po službi neke aktivnosti, se sploh nismo sami sabo ukvarjali. Zdaj smo pa na nek način se mogli, zaradi tega, ker smo bili prisiljeni. Zdaj pa enim je bil ta čas super, zaradi tega, ker so mene dosti strank, predvsem žensk, reklo, Urška, jaz sem zdaj končno dobila čas, da sem prišla sama do sebe. Jaz sem videla, kje sem se izgubila, jaz sem videla, kje sem se pogrešala. In zdaj ne grem več nazaj, jaz bom to ohranjala. To je zame zelo pomembno. Druga skrajnost je pa ta, da v bistvu so pa tudi, kot si sam rekel, so pa ljudje ugotovili, da nima več nič skupnega, ker se ne more več povezati. Ker niso mogli več bežati. Niso mogli več bežati, mogli so se soočiti in so ugotovili, da ne gre. Zdaj pa, ali ne gre, pač nekateri gredo res narazen, dosti gre narazen, to je res. Ampak zdaj tudi tako, tako kot znotraj nas razpada, vse, kar ne rezonira več, je tudi na zunaj in je v redu. Če mora iti, ne gre narazen. Sicer jaz zmeraj rečem, če se da, če je ljubezen, če se da še sestav, dajmo narediti vse, da pač ostanete skupaj, če pa ne, si pa delaš, nobene usluge si ne dela nobenemu, če ostane skupaj zaradi. Tako. Zaradi otrok, ne? Zaradi otrok. Ja, otroci bolj trpijo, če se dva ne razumete, kot pa pač, če sta sporazumno narazena. Tako. Odlično. Evo, še za zaključno misel, mogoče kakšen nasmet, še usmeritev, karkoli bi še želela našim gledalkam in gledalcem povedati v teh časih? Pa bom tako rekla, dajmo gledati na stvari s srcem, z odprtim srcem, pa boste videli, da vse stvari niso takšne, kot se zdijo navzven, da vse stvari tudi niso tako zelo slabe, kot se zdaj izgledajo, oziroma se v ozadju že pripravlja scenarij tudi lahko na boljšo in drugačno realnost. Zaupajte sebi, oziroma zaupajmo sebi, zaupajmo srcu, pa zaupajmo, da imamo dovolj človeškosti in človečnosti med ljudmi, da bomo naredili spremembo, ki se od nas pričakuje. Super. Hvala, draga Urška, da si bila moja gostja v oddaji Prebujeno srce Slovenije, pa verjamem, da se še kdaj vidva. Z veseljem, hvala za vabilo. Tako. Hvala torej tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami. Hvala, ker ste in hvala, ker gledate to oddajo. Pozdravljeni v novi sezoni oddaje Prebujeno srce Slovenije. Moje ime je Dejan Jarič. Po osnovni izobrazbi sem doktor medicine, holistični zdravnik in transpersonalni psihoterapevt. Tako kot vsi ljudje, sem imel tudi sam težke preizkušnje v življenju. Našel sem rešitve, poznam ključ, ki je vedno v nas samih, in to je ljubezen do sebe. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Imel bom posebne goste, ki so imeli vsi zanimive preizkušnje. Pogovarjali se bomo o odnosih, zdravju, poti do sreče, ljubezni, radosti in izpolnjenosti v vsakdanjem življenju. Zanima me samo resnica, ki nas pelje do osvoboditve na vseh nivojih. Vabljeni torej vsi, ki si želite narediti v svojem življenju kvantni skok v zavedanju sebe in sveta. Prebudimo se. Pravi čas je zdaj. Se gledamo vsak četrtek ob 17. na Ljubljana TV. T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. V T2 klubu 4K LG 55-palčni televizor za samo 20 € na mesec. Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga.
Jaz sem preteklost, prihodnost ter ta trenutek, tukaj in zdaj. Sem glasba in popolna tišina. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si.